Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdrav, Matevž. Danes me veseli, da lahko kot gosta pozdravljam Danijela Rebolja. Pozdravljen, Danijel. Zdravo. No, Danijel je v bistvu zaposlen na Univerzi v Mariboru, tudi bivši rektor, tako da je res lep pozdrav. Lahko za začetek recimo malo poveš o sebi. Najprej morda to, da pravzaprav tisto rektorstvo z BIM-om nima nobene zveze, potem pa morda to, da so me strukture, torej opis, informacijsko modeliranje objektov me je zanimalo že dolgo, preden se je temu tako reklo. Nasploh strukturiranje, povezovanje podatkov, informacij, take reči so mi nekako blizu. No. Zato sem tudi po končanem študiju gradbeništva uzrl nek razpis za magistrski študij in sem se vpisal na računalništvo. In sem potem magisterij delal na računalništvu, pri čemer je treba povedati, da to ni bolonjski model bil takrat, ne. Ampak mogoče to niti ni bistveno. Je bistveno, to je bil še res. Lahko rečeš, da si ta prav magister, ne računalništvo, ne tako pač dvoleten. Ja. Vsaj tri. No in tisti magisterij je bil prav to sem šele kasneje ugotovil, pravzaprav eden prvih BIM-ov. Vključeval je podatkovno bazo, tako doma narejeno, malo je dišala po relacijski in grafični modelirnik za pač modeliranje takih bolj preprostih konstrukcij, no, v smislu modelirati se je dalo statični model, ne arhitekturnega. In je bilo prav luštno, ker se je na tisto reč pol navezalo nekaj aplikacij, ki smo jih takrat na našem, kaj smo že imeli, laboratorij za računalništvo v gradbeništvu, nekaj takega. Se je navezalo kar nekaj aplikacij za razne analize, pa dimenzioniranje, pa take zanimive stvari. Torej, še vedno me zanima strukturiranje, pa kakšne nore ideje me tu pa tam spreletijo, recimo o nanogradnji, torej avtomatizirani gradnji. Ja, avtomatizacija v gradbeništvu me zadnja leta precej priteguje. Kaj bi še človek o sebi povedal? Nič posebnega. No. Mislim, da je kar nekaj istočnic, o katerih lahko kaj rečemo. Zdaj, jaz bi najprej še nekaj povedal, kar je Matevž pozabil, ne, da definitivno bi se spodobili, da bi mi do prej povabila v BIM pogovore, ampak po drugi strani je pa to otvoritev druge sezone, tako da tudi to nekaj šteje. Najprej bi vprašal, kdaj se to sploh dogaja, ta magisterij, kjerga leta, tako da bo poslušalci dobili malo občutka, od kdaj se že govori o tej smeri BIM-a. Ja, jaz sem začel s tem magistrskim študijem tam nekje sredi 80-ih, mislim, da 84. In je pol ta ideja nekako zorela, nastajala, magistriral sem pa nekje potem 86, 87, tam nekje, niti ne vem točno. No. In potem je sledilo enih par objav te ideje, tega koncepta, tega izdelka, ki pa nekako niso prav, torej se tudi takrat nismo ravno ne vem kaj objavljali. Ne. Če smo šli na kako konferenco, je bilo to že dosti. No in med drugim je bila ta ideja oziroma ta modelirnik in ta baza in ta koncept predstavljeno na enih tistih zelo zanimivih dogodkov, ki jih je IKPIR v tistem času organiziral
uporaba računalnika v gradbeništvu, nekaj takega. Ja, in je bila kar debata okoli tega. Lahko mi zdaj vse v eno tako bazo, tako strukturo stlačimo, ali to ima smisel, ali nima smisla. O čemer je tekla debata potem še nekaj desetletij, dokler nismo prišli do tega, da BIM je pa le uporabna reč, kjer pa se zdaj zopet sprašujemo, ne, a je kompleksnost IFC-a že presegla neko mejo še obvladljive kompleksnosti ali ne, in kako daleč bo to šlo. In ja, jaz mislim, da tu obstaja plafon. Ne da se vsega zmodelirati. Nekako čutim, da bo treba stvari bolj odprto. No, pa čutim. Se govori o tem, da bi pravzaprav z tehnologijami, ki jih ponuja umetna inteligenca, pa ontologije, pa vse to, da bi na ta način pravzaprav te modele nekako dinamično, ali pa podmodele, posamezne podmodele dinamično povezovali, oziroma da bi se povezovali nekako po potrebi. Ne? Torej, da ni vse naprej v neki shemi predvideno in strukturirano, ampak sej, vesolju tudi ni vse tako kompleksno, kot se nam zdi. Pravzaprav je nekaj zelo preprostih tam subatomskih delčkov, pa ne par zakonov, po katerih se vse dogaja. Ne? Eto, in imaš vesolje. No, zanimivo iztočnica, no, tako bi rekel. Mislim, meni se zdi zelo pomembno, da smo to zdaj postavili v nek kontekst, da govorimo o BIM-u, oziroma ne, govori se o BIM-u že tam cirka 30 let, s tem, da je šel v teh 30 letih, je šel čez en kup enih, preimenoval se večkrat. No. Zdaj, jaz iz moje ere, mislim, jaz moram povedati, da takrat sem jaz bil bolj kot ne še v plenicah, ne, ko se o tem začel govoriti. Ampak jaz v svoji eri se spomnim samo, da se je rekel temu product and process modeling, pa mislim, da še na par poimenovan. A se mogoče spomni, kdo odvajal, kako se še rekel BIM-u v zgodovini? Ne vem, če je bilo pred tem product and process modeling kakšen naziv, ki bi ga takole bolj večinsko uporabljali. Takrat je bilo res, mislim, vsaka raziskovalna skupina je imela neko svoje ime za tole reč. Pa taka baza objekta, pa ne vem, vse mogoče stvari, pa gradbeniški informacijski sistem, pa vsega vraga je bilo. No in ja, seveda, ta produktni model je pa pravzaprav pa ni prišel iz naših logov, ne, gradbeniških, ampak prav iz poskusov modeliranja kompleksnih objektov, oziroma ne objektov v gradbeniškem smislu, ampak ne, strojev, avtomobilov, produktov, skratka. Ne. Se mi zdi, da smo mi gradbeniki malo not padli takrat v te zgodbe, pa v zgodbe v zvezi z stepom, ne, oziroma z temi takrat prvimi strukturnimi shemami, podatkovnimi shemami. In se pa res ne spomnim, če so bila, nič mi kaj ne odzvanjajo še kakšna druga imena. Vem samo to, da smo se veliko ukvarjali s vprašanjem, a je najprej procesni model, pa je produktni model podrejen procesnemu ali je obratno. Ne? Še neke pesmice smo si peli na V78 o Product and Process Modeling. Ja, se mi zdi, to je bilo v času, ko se mi zdi, da je ta neka industrializacija gradbeništva bila v bistvu zelo popularna. Ne je bil v bistvu
ta strojniški model nekako skoraj za zgled gradbeništva vzeti in reči, ok, zdaj mi pa radi gradbeništvo naredili tako nekako ponovljivega kot neko tovarno, nekje z nekih, ne vem, avtomobilskih delov pa avtomobilov, neki tazga. In od tukaj pol tista povezava s stepom, ki je jasno zelo, zelo strojniška zadeva in zelo v bistvu že dolga leta, še predno je IFC sploh dobil svoje ime, je step v strojniških krogih bil zelo razširjen in je še zdaj. Tako da je od tukaj najbrž tist product and process modeling. Ja, vse to je zanimivo, da je gradbeništvo, bi rekel, v tem digitalizaciji se malo približevalo, pa malo oddaljevalo od industrijskega inženirstva, oziroma od tega industrijskega pristopa. Potem kasneje tudi, ali pa bom rekel na področju gradnje tudi, se je v nekem obdobju začela dogajati avtomatizacija, že recimo prefabrikacija elementov, torej elementi izdelani v tovarnah so ena taka industrializacija gradbeništva. Potem imamo tisto obdobje avtomatizacije v 90-ih na Japonskem, ko so te robotske tovarne za gradnjo visokogradenj izumljali in uporabljali. Potem smo spet malo oddaljili, pa takole nekako malo niha to vse skupaj, kar se mi zdi zelo naravno. Kam pa to pelje, kam pelje pa avtomatizacija gradnje, je pa eno zelo zanimivo vprašanje, do katerega bomo verjetno danes še prišli. Ja, zdaj jaz mislim, da smo po telih naših točkah, ki smo si jih zastavili, bolj od odzadaj začeli. Ali pa smo prve dve spustili, pa smo skočili na zadnjo, ki je tako bolj fancy. Ampak v bistvu ta istočnica z avtomatizacijo vsekakor najbolj vodi tudi v to nanogradnjo. No in prej smo začeli tole snemati, smo se malo pogovarjali in sem omenil, da si imel tudi TEDx v Mariboru predavanje na to temo. A lahko kaj o tem poveš, ker bomo dali jasno tudi link v zapiske, tako da vsem poslušalcem priporočam, da si to pogledajo. Mislim, da je tisti video nekih 12 minut, 13 minut dolg, res se splača vzeti ta čas in pač to poslušati. Ampak v parih besedah ali pa parih stavkih. Ok. Zelo me je tam 2008-2009 pritegnila nanotehnologija, ideja sama, koncept, torej, da se nekaj gradi, sestavlja na neki atomski ravni, kar se je morda zdelo še nekako sprejemljivo za bi rekel, neke precizne aparature ali pa neke nanorobotke, pa v medicini so zagrabili to idejo. Meni se je pa zdelo, šment, če gre iz nano nivoja na recimo milimetrski pa centimetrski, zakaj pa pol ne bi šlo na metrskega in nekaj metrskega. Sej, vprašanje je samo količina takšnih nanorobotkov, ki pač nekaj gradijo. In če pogledamo naravo, narava se tudi gradi na nano ravni, celični ravni. Tam se dogajajo procesi. Drevesa rastejo, so v bistvu, lahko bi rekli, nanogradnja. No in takrat sem potem izkoristil skoraj ves svoj čas kot gostujoči profesor na Stanfordu za to, da sem to idejo raziskoval. Hecno je pa bilo, ker se o tem nisem najprej pogovarjal z kakšnim fizikom ali pa s kom iz tako imenovane material science, ampak z enim biologom. V tisti zgradbi, kjer je tale Center za integrirano gradnjo oziroma Center for Integrated Facility Engineering,
je namreč v kleti bil ravno 2009 odprt nov laboratorij za sintezno biologijo in tja so takrat privabili Drewa Endyja, biologa, zelo uspešnega na MIT-ju, ampak s tem laboratorijem so ga privabili na Stanford. No, in ko so imeli otvoritev, mislim, da maja 2009, sem bil slučajno tam s študenti našimi. Ekskurzijo smo šli. In ob tej otvoritvi je tam seveda bilo tudi za jesti in za pit. In naši študenti so to jasno takoj zvohali. In smo že bili v kleti tam, kjer je bila otvoritev. In potem mene pocuka Drew Endy za rokav, pa reče, kdo si pa ti? Čisto tipično kalifornijsko, ameriško. Ne? In sva se začela pogovarjati in jaz mu povem o tej ideji nanogradnje. Pa rekel, wow, tu moram biti pa jaz tudi zraven. In mi na servieto napiše svoj e-mail. Tako, ono res taka klasična zgodba. In ja, ko sem potem jeseni, septembra pravzaprav prišel tja, sva se v tej zgradbi, mislim, sva se dosti srečevala in risala po tabli in razglabljala, pri čemer sva imela zelo različne koncepte. Ne? Jaz sem razmišljal o tem, kako bi od zunaj posredoval model navodila za gradnjo nekim nanorobotkom. Kasneje se je potem izkazalo, da bi bilo najboljše, če so to kar celice, ki jih nekaj naučimo. Medtem ko je Drew Endy že od vsega začetka razmišljal o tem, kako bi on sprogramiral celice, oziroma kako bi jim kar cel načrt sprogramiral, da bi potem to počele od spodaj gor. No, kakorkoli, zanimive razprave so bile. Martin Fisher, ki je eden od vodij tega sci-fija, se je vključeval. Pol smo imeli en seminar tam, pa še enega na Berkeleyju, kjer se mi je tudi zdelo vse skupaj zelo zanimivo. No in pol smo še en članek na to temo napisali skupaj in iz tega je potem izšel tudi ta TEDx, oziroma to predavanje, ta prispevek. Pa še nekaj takih predavanj je bilo, ampak tu je zdaj pa ta ampak. Ampak v gradbeništvu, v raziskavah, mi smo vedno malo zadaj. Ne? Se pravi, malo pogledamo okoli, kaj se kje dogaja, recimo v računalništvu, pri materialih, razvojih materialov, v nanotehnologiji, pa potem to malo nekako uporabimo v nekih svojih idejah in konceptih. Meni se je pa takrat zdelo, no, vse se mi še zdaj, da zakaj pa ne bi gradbeništvo, ki je tako pomemben ekonomski, ima tako pomemben ekonomski delež v svetu, zakaj pa ne bi mi enkrat narekovali ali pa vsaj spodbujali nekih temeljnih raziskav na drugih področjih, ki bi pomagali uresničiti naše ideje. In potem sem poskušal malo ohranjati ta stik in sintezno biologijo, ki dela ogromne korake v smeri, kaj se vse da celice naučiti, jih sprogramirati, da delajo res čuda stvari. Pred kratkim sem bral, da znajo tudi, torej, da jih že učijo malo v smeri sestavljanja nanocevk, da so že nekaj na tem področju tudi uspeli. To mi je takoj bilo ups, ne? To pa je en tak pomemben temeljni kamenček za nanogradnjo. Ampak mislim, da se bo zgodilo to, da se bo dogajalo to, kar se je že v preteklosti, da bomo morali mi malo počakati, da bo te stvari prišle tako daleč, da bomo pa lahko sestavili v neko rešitev, ki bo gradbeništvu pomagala. Ja, mogoče je to malo velik zalogaj za torej, ne vem, meni pač ideje nekako
dobro grejo, ne, od rok ali pa od glave, ampak potem, ko bi pa pravzaprav bilo treba nekaj pa takole zorganizirati, pa narediti iz tega en projekt. No, vse smo poskušali, ne. Poskušali smo torej v tem zadnjem, ne, že v FP7, no, kakorkoli. Pa je bil odgovor, da je to malo preveč ambiciozno zastavljen projekt. Eto. Ja, v bistvu vsej načeloma, če pogledaš, tako res se sliši popolnoma neverjetno. Še posebej, če pogledaš skozi okno, pa vidiš v bistvu neko tako res klasično gradnjo, kjer že les zelo težko se navadimo in rečemo, ok, bi pa v leseni hiši živeli, ne. Jasno, da je to od lesa in opeke kamna in ne vem kaj že vse, v bistvu do nekih nano zadev so vsaj v recimo normalnem življenju čisto svetlobna leta, ne. Je pa sigurno, mislim, priznam pa totalno, da je v bistvu ideja nora in jasno. Se mi zdi, da je problem s takšnimi idejami je verjetno samo ta, ne, da bi bilo to recimo v začetku mišljeno tako za kakšne recimo manjše, bolj enostavne zgradbe ali pa dele zgradb recimo na območjih, ki so recimo finančno šibkejši in tako naprej, ne? Ker zna potegniti za sabo, ja, ves tisti, kjer je pa denar, ne, tih pa to tako ne zanima, ne? Ne, in potem si pač tako, da imaš projekt, ki je preambiciozen, jasno, ker pač oni vidijo jasno zaslužek v nanoindustriji, v medicini in tam, kjer je velik denar, ne? Ja, sej po eni strani je bolje, da se razvoj dogaja počasi, ker če se prehitro, potem se nam strga, ne, trak in potem družba tega ne zmore prebaviti. Ne. A to mislim, da se nam je tako že. To je tudi res. Po drugi strani je pa tako, ne, da drevesa, kot sem že prej omenil, se gradijo na nano ravni. Fantastično je, seveda o tem sem se z drugim Andyjem veliko pogovarjala, pa on o tem pač veliko ve kot biolog, kako pravzaprav se to informacijsko dogaja, ne. To je noro. Ampak pustimo to. Tale ideja moja pač je bila pa ta, da pravzaprav svetlobo prenašamo ukaze in zadostno energijo do teh bio-nanorobotkov, ki potem gradijo karbonsko nanozgradbo z lastnostmi, ki jih na določenem delu stavbe potrebujemo. In karbonske nanocevke in te strukture so silno zanimive, ker jim lahko z spremembo geometrije teh atomov, ne, samo in v bistvu nastavljamo lastnosti. In so lahko elektroprevodne ali pa niso elektroprevodne. Lahko so gostejše, lahko so redkejše. Torej lahko z njimi delamo v bistvu vse ožičenje, vse inštalacije, lahko delamo cevi, pač tam je prazno, ne, oziroma je tam notri ena struktura, ki potem hitro razpade in ostane prazna, torej cev. Lahko naredimo, mislim, te nanomreže, nanostrukture so itak imajo izjemne fizikalne lastnosti, natezno trdnost, ne vem, 1000-kratno ali 100, pa dobro, ne bo 100-kratni. Veliko skratka. Več kot dovolj. Lahko so zelo redke in so izjemno izolativne, ne. Torej, iz enega materiala, ki mu spreminjaš lastnosti, lahko ti narediš cel objekt, vse, ne enostaven objekt, kompliciran objekt, z vsemi potrebnimi inštalacijami. V teoriji, seveda. In narediš ga lahko seveda z zadostnim številom teh bio-nanorobotkov, ki bi jih načeloma lahko tudi razmnožil, ne, tako kot se celice množijo, in pokril z njimi površino in potem stvar leze, ne.
raste. Smo računali tudi, kako hitro bi to lahko šlo, ne? In bi lahko šlo meter na, kako smo že imeli, 10 dneh. Ne? Meter, dalo bi se tudi hitreje, no? Ampak tudi odvisno je seveda od zaloge ogljika v zraku in hitrosti, kako hitro lahko ta ogljik absorbiraš iz zraka, mislim, ti nanorobotke in potem kako hitro spet lahko gradijo te karbonske nanostrukture. Mislim, tu je en kup enih odprtih, tudi teoretičnih vprašanj, seveda, vendar drevesa, evo, so dokaz, da to pravzaprav gre. Jaz se spomnim iz tega časa, ko je ta raziskava. Mislim, jaz sem že prej vedel, pred tistim člankom, ko so se enkrat pogovarjala. In meni je bilo najbolj zanimivo to takrat razlog, zakaj se je to tako hitro objavilo v tisti reviji. To se prav spomnim, no? Da je bilo neki s patenti in tako naprej. Ja. To bi mogoče bilo zanimivo povedati to zgodbo. Drugo bi pa rekel, da jaz sem pol kasneje ugotovil, ko je se pojavilo 3D tiskanje, da je to v bistvu to znano robotki zelo, zelo podobno 3D tiskanju je bilo zamišljen, kar je pa v bistvu mogoče bilo malo pred časom. No. Kaj pa mogoče ista zgodba s patentom, ti se mi zdi zanimiv? Ja, ideja je bila v tem, da se čim prej objavi, da ne bi bilo možno patentirati, ne? Da ne bi mogel kdorkoli patentirati, ker ko je enkrat nekaj objavljeno, potem se tega več ne da patentirati. To je pač en tak princip. Ne? Skratka, moj interes ni bil to patentirati, ker potem je takoj, sej, kaj pa vem, kaj je prav. Meni se zdi pa vseeno bolj prav, da je to nekako javno dobro. No? Če bo kdaj do te realizacije, pa jaz verjamem, da bi lahko prišlo. No? To bi seveda pomenilo kar precejšnja revolucija. Kar pa po drugi strani vidimo, ne, da avtomatizacija že povzroča eno zelo pomembno revolucijo v človeški družbi. Nikaj, roboti bodo in avtomati bodo prevzeli vse te rutinske in še kakšne naloge in bil bi čas, da bi mi vsi nekaj imeli od tega. Ne samo tisti, ki bodo imeli te tehnologije v lasti. Tu smo pa zdaj že na enem čisto drugem področju, sociološko, družboslovnem. Ampak dajmo se držati BIM pogovorov. Ki pa je tudi pomembna revolucija. Ne, to pa definitivno. Se pa jasno v celoti strinjam. Zdaj, tako kot sem že prej vmes, ko sem ti skočil besedo, rekel, da mislim, kot družba najbrž smo precej daleč šli z določenimi tehnologijami, verjetno od tega nam večina stvari sploh ni znana, ne? Ali pa samo bežno, nekje slišimo nekaj, da se je nekaj zgodilo. Kar je najbrž še bolj zastrašujoče. Tako da mislim, da je bila ena knjiga, sem enkrat nekje videl, ki je ravno razglabljala o tem, koliko daleč, kaj prav, v bistvu, ali da gremo počasi in dejansko stvari razmislimo, kaj to pomeni za družbo, za človeka, za naravo in tako naprej. Ali pa tako, kot je zdaj princip, dajmo vse na hitro narediti samo zato, ker se da. Ja, ampak mislim, da ga ni, ki bi lahko o tem odločal. Tudi če bi nekdo odločil, ne bi to nič pomagalo, ker bo pač še vedno nekdo gledal tako, drugi drugače, nekdo se bo odločal tako, drugi drugače. Edino, če bi imeli svetovno diktaturo, bi se morda to dalo urejati. Ne. Tako pa bo pač šlo, kakor bo šlo. Se strinjam, v bistvu načeloma se strinjam, čeprav v medicini pač obstaja tudi neka moralna načela, kaj se sme, kaj se ne sme. Ne? To že, ja. Čeprav jasno spet bom rekel,
vse nekje na papirju, ker je jasno, super lepo se sliši, pa bere najbrž. Koliko je pa to realno v nekih privat financiranih laboratorijih, je pa jasno najbrž veliko vprašanje. Ne? Najbrž stvari tiste nikoli ne bodo objavljene v nekih znanstvenih revijah. Ne? Zelo verjetno, ja. Torej, najbolj zanimive stvari verjetno niso objavljene v revijah. Tako je. No, jaz bi speljal zadevo malo nazaj na tele naše 3 točke. Omenil si že Stanford, ko si bil gostujoči profesor, čeprav sem pravzaprav tam leta 2009. Pol kasneje si bil tudi v Corku. Pa me v bistvu nekako zanima, ponavadi nekako zmeraj napeljamo tudi nekako na študij ali na univerzi v Mariboru ali v Ljubljani in kako je s tem BIM povezan. Lahko mogoče, ker si pač stvari videl od zunaj, oziroma si videl, kako se stvari dogajajo v Corku, v Stanfordu in še kje, to nekako neke paralele potegneš, kako je pa recimo to in v Sloveniji in v bistvu bolj konkretno tudi v Mariboru. Pristopi so izredno različni. Recimo, nemški pristop je tipično teoretični, torej razlagamo koncepte, principe in tako naprej. Sama recimo uporaba nekih modelirnikov ali pa to preizkusiti v praksi je bolj sekundarnega pomena. Če gremo potem malo proti bliže nam, recimo Avstrija, v Gradcu sem lansko leto tudi gostoval nekaj mesecev in pripravil predmet BIM, nov predmet, v času, ko so tam iskali profesorja za BIM, pa ga potem niso našli, pa so se zdaj odločili, da ga ne bodo imeli, da bo ekipa njihovih doktorskih študentov poskušala to področje pokriti nekako. Da skrajšam, tam so nekako bolj prepoznali, da bi radi povezali to z praktično izkušnjo. Zanimivo je tudi, da na Graški tehniški univerzi so imeli inštitut za gradbeno informatiko, ki pa je z upokojitvijo profesorja Valderja usahnil in je zdaj to področje prevzel inštitut za gradbeni menedžment, pa še nekaj. V glavnem, področje menedžmenta je to prevzelo in so nekako zelo praktično orientirani. Ampak nima seveda jasno do izdelanega koncepta še. V glavnem smo malo pomagali. Pa zdaj geografsko gledano, recimo v Sloveniji. Slovenija je zanimiva, ker smo nove tehnologije nekako zelo hitro posvojili, recimo računalnike in v Ljubljani in Mariboru smo že s spektrumi programirali programe za statično analizo in podobne stvari, pa na Commodorih, pa takoj smo imeli PC-a, ko je prišel ven, sicer smo ga prešmugljali, zdaj to lahko rečem. Ne, varno lahko rečeš to. Ja, in ga sestavili, ne, in tako dalje. Ampak nekako se pa pri nas to sistematično ni prenašalo v industrijo, v gradbeništvo. Pa mogoče celo v nekem obdobju še kar gradbena podjetja so imela močne razvojne oddelke, kjer so pa spet bili malo brez koncepta. Spomnim se, kako so v eni celjski firmi kupili en kup nekih grafičnih delovnih postaj, ki so potem obležale, ker kar so tam delali, preprosto ni bilo vključeno v projekt, v proces. Ne? Procesi so ostali taki, ko so bili, samo da so vmes imeli še dodatno delo, da so iz tistih načrtov naredili luštne modele, ki so jih pol kazali okoli. Mislim, nobene koristi od tega. V drugih, recimo tu bolj zahodnih državah, so se tega lotili bolj pragmatično, bolj sistematično, bolj praktično in so razmišljali tudi o tem, kako zdaj procese izboljšati
in izrabiti te potencijale. Smo pa mi to že zgodaj v študijske programe vključevali, pa programiranje najprej, pa potem smo dodali podatkovne baze, pa potem zdaj imamo tudi predmet, torej eno vodni digitalno modeliranje za arhitekte, študente arhitekture in gradbeništva, pa imamo predmet računalniško programiranje in podatkovne baze, pa imamo potem na drugi stopnji predmet BIM, pa BIM projekt in imeli smo kar nekaj časa en letnik, oziroma imeli smo predtem že stari magistrski program gradbena informatika, ki pa je izhajal iz projekta evropskega magistra gradbene informatike. Tudi to je zanimiva zgodba, ki se je začela leta 2000 na Islandiji. Tudi Ljubljanska univerza je sodelovala, pa še 6 drugih. In smo razvili en tak program, prav namenjen izobrazbi profila gradbenega informatika. Ta program se je potem pa prijel v Korku in še teče tam. Pri nas je medtem zamrl, smo imeli potem eno smer gradbena informatika, zdaj imamo par predmetov samo še. Takole tipično, nesistematično, kot mi v Sloveniji to znamo početi, mi v Mariboru smo pa sploh specialisti za nesistematične pristope. In zdaj smo pa uspeli, 2015 sem gostoval ravno na Univerzi v Korku in smo takrat oblikovali tak joint degree, torej skupen magistrski program informacijske tehnologije v gradbeništvu, ki je nekako namenjen ravno temu novemu profilu, pa še akreditacija traja zdaj trenutno pri nas. Pri njih je že šla skozi, ker pač je to na ravni univerze akreditirano. Računamo pa, da bo letos to šlo skozi in da bo 2018 se začel ta mednarodni program, ki ga bo pa jasno treba ustrezno ponuditi. Pri nas bo to izredni študij. Pri njih pa je to itak plačljiv študij, ker država plačuje samo prvo stopnjo. Morda sem še ta razlika v zvezi s Korkom pa Stanfordom. Mene je zelo presenetilo, torej Kork ima program, ki smo ga razvijali v okviru tega ITC Euromaster projekta gradbene informatike, kjer je nekaj takih temeljnih predmetov iz področja računalništva, recimo software design, pa tudi z področja podatkovnih struktur, pa ne vem, skratka, ne take podlage, ki se potem usmerjajo v BIM-e in v avtomatizacijo in tako dalje. Zanimiv pa je pristop na Stanfordu, vsaj leta 2009 je bil pa takšen. Imeli so predmet, ki so mu rekli CAD, in pri tem predmetu so imeli arhitekta, ki so ga povabili iz enega podjetja, ki se je pač spoznal na modeliranje, in on jim je razlagal Revit. In so računalniški učilnici, študenti ponavljali tisto, kar mi je on pokazal, so oni ponovili. In meni to nekako ni šlo v glavo. Pa nobenih osnov, pa BIM, pa vse so v mnogih raziskovalnih projektih sodelovali, ampak ne. In razlog je pravzaprav zelo preprost. Tam so zelo brihtni študenti. In če ti takemu študentu daš v roke Revit ali pa Archicad ali pa bilo katero orodje za modeliranje in greš z njim to skozi, bo on sam pogruntal koncepte. Pri nas bi temu rekli, da študentov učimo neke recepte, ne? In bi pri nas to tudi bilo tako, verjetno.
In to je en čist smiseln pristop v strokovnih programih. Pač treba je študente naučiti, kako uporabljati določena orodja, tehnologije, in ko diplomira, bo to lahko takoj uporabljal. Nekako razumemo, da na univerzitetnih programih pa jih učimo koncepte, ne? Torej jih učimo principe in zakonitosti in potem izpeljemo iz tega, učimo jih, kako naj to uporabijo. In res sem bil šokiran, ko sem videl, da tam pa stvar zagrabijo totalno pragmatično. Bistvena razlika je v študentih, v njihovih motivacijah, v njihovem predznanju, v tega, kaj oni iz tega potegnejo. No, jaz bi tule malo skočil, če lahko, ko je par stvari, ko bi jih rad pokomentiral. Absolutno. Najprej bom tudi pri Stanfordu se ustavil. No. Jaz sem ga tudi malo oddaleč povohal kot študent, ne. Sem bil na tistem programu od Renate Fruhter, BBL. In jaz tako rečem, da v predznanju ni nobene razlike. Študenti v Sloveniji znamo precej več, oziroma vsaj takrat, ko sem jaz bil, smo bili precej boljši. Ne? Razlika je pa izključno v motivaciji. In to zato, ker oni pridejo na ta predavanja in na te vaje in oni dejansko, grizejo si nohte, če je kakšna minuta zamujena. Res, oni dejansko hočejo zvedeti vse, oni bojo iz asistenta, iz profesora bojo izcuzajo zaden atom, ki ga ima tam, zato ker hočejo dobiti za svoj denar čim več, kar lahko. Ja. So tudi izjeme, ne, ker Stanford, sej to verjetno vsi vemo na Stanfordu, je tak zelo malo je tistih dejansko Američanov, no. Večinoma so bolj tisti potomci nekih priseljencev, ne? Ampak tisti pravi Američani, to so največji luftari na Stanfordu. Mislim, to govorim iz lastnih izkušenj. Drugi povedali, no? Drugi pa res grizejo na polno. No? In jaz tudi povem eno anekdoto, ko smo mi pripravili zaključno predstavitev in je bilo to en dan pred predstavitvijo in smo imeli še zelo veliko za narediti in smo sedeli, ne vem, tam 10 ur, pa kar enkrat en indijski študent ustane in reče, jaz moram iti na predavanje. Ne? Pa mi rečemo, pa kam greš? Mislim, dej bom to dokončal, boš pač zamudil. Ne? Pa rekel, ne, vete kaj, jaz nisem plačal $35,000 za to, da ne zdaj tule zamudil predavanje. In je šel. Ne? In to je tista motivacija, kako nas pač ne moramo doseči. No? To je pač žalostno dejstvo. Zdaj druga bi pa rekel tudi to, jaz sem bil tudi, mislim, da prvi študent, ko je končal ta ITC Euromaster in meni se zdi to ena taka zgubljena priložnost. Ne? Tisti je pa res toliko vredo študij, ampak bilo je pač pomankanje študentov, pa je pa tudi nekaj entuzijazm zamrl. No? Ampak tega študija je res manjka. Ne? Sploh pa zdaj v tem času, ko je ena univerza, sploh taka mala, ko so slovenske, ne more pokriti vseh tem. Enostavno ne more. Se popolnoma strinjam. Ne? Če mogoče najprej še jaz pokomentiram Stanford. Torej, ta predmet, kjer sem šel jaz malo pogledati, kako to teče, je bil na prvi stopnji. Mislim, v tem njihovem 4-letnem študiju. PBL, kolikor vem, je master, pa tudi doktorski študenti so zraven. Mogoče celo večini so doktorski. Ne vem. Ne, ker master je večinoma. Ja, master predmet je to tam, ampak z drugih koncev sveta in z drugih univerz so pa to tudi doktorski študenti zraven, ne? Drži, ne? Ja, to pa drži, jaz sem bil takrat tudi doktorski študent. No in ja, seveda, tam je pravzaprav magistrski študenti na magistrskem študiju so čisto druge zgodbe kot študenti na prvi stopnji, torej na dodiplomskem študiju. In so večinoma že tudi zaposleni in tam študirajo pač predvsem zato, da ponadaljujejo na doktorskem ta magistrski. In je tudi zelo praktično usmerjen, ne? Tudi na te stopni, kolikor sem bil tam, se ne spomnim, da bi kakšna predavanja bila res taka teoretična, taka, ko jih znajo kaki Nemci vdariti, ne?
s kakimi IFC strukturami v nulo noter do zadnjega bita. Ali ontologijami. Ja, ne. Tega jaz tam nisem opazil, ne. Tako se mi bolj zdi, da postavijo stvari v zgodbo in potem, študenti pa pol kopljajo, ne. Motivirani so pa zelo in že čisto po naravi, po Gaussu, če pogledam, in na razporeditvi, bi rekel, neke zdrave pameti, pa interesa, pa tak dalje, ne, je, če pogledamo tam sprejet vsak 10. študent, ki se prijavi, pri nas pa so sprejeti vsi, torej bo pri nas velika večina študentov žal nemotiviranih in to se odraža pol na celoten letnik in na celoten potek študija. S tistimi študenti tam je pa luštno delati. En predmet, tak izbirni, sem tam oblikoval programiranje za inženirje, pa smo malo delali v Visual Basicu, v Excelu, pa malo z Rubyjem v SketchUpu, bilo luštno. In to je čisto neka druga zgodba, no. Nekaj bi še dodal, no. Se pa tem študentom običajno vidi, da jim manjka neka teoretična podlaga, ker vsaj iz svojih izkušenj vem, da, ne vem, recimo smo v skupini počeli stvari, no, in smo rekli pač eni iz Stanforda, eni punci, no, da je ti pač temeljenje malo začel, rekel, ne znam. Kako ne znaš na drugi stopni Stanforda? Rekel, pač nisem vzela tega majorja in pač ne znam, ne. Oni so zelo ozko specializirani. Mi smo tudi tega skupini, ko je bil specializiran za eksplozije v stavbah, mislim. Tega pa nas dejansko ni, ne. Ni znal pa nič druga narediti, no. Teda mogoče, mislim, prav zanima me zdaj, kaj z BIM-om tam počnejo, no. Ker, kolikor vem, nič kaj posebnega. Saj, sploh ne pravim, da je njihov pristop boljši, ne. Drugačen je. Kar se tiče pa tega ITC Euromastera, pa ta zgodba bo šla naprej. Mislim, da s tem John Degreejem, pa upam, da se bo tudi Ljubljanska temu pridružila, saj ste bili povabljeni na vse zadnje, ampak to traja, ne. V Sloveniji vedno pač zgodbe trajajo. Da zdaj pa bi stvar lahko uspela, sploh če bo pravilno nekako promovirana, da bo res pritegnila zainteresirane študente globalno nekako, no. Pa bi to lahko bilo zelo zanimivo. Ja, mislim, da je program kar dobro postavljen, ne, ker daje takšna tudi osnovna znanja, za katera se potem izkaže, da jih recimo en BIM manager rabi, pa ne samo, ne. V Angliji recimo so ko gobe po dežju zrasli taki šnel kurzi, bi skoraj rekel, lahko taki enoletni master programi, ki imajo prav naslov BIM manager, BIM management, nekaj v tem smislu. In so ozko usmerjeni v uporabo teh orodij, v recimo IFC malo grejo not, ampak imam občutek, da pomanjkajo ene take bolj trdne podlage, ne. Tako da verjamem, da bo ta program šel naprej in da bo uspešen. Upam. Jaz sem prepričan, da mislim, zmeraj je zanimivo slišati te različne pristope, ne, kjer ponavadi z Robyjem bolj nagibava k nekim bolj temeljnim znanjem, da je treba to študente učiti. Ker imamo pač takšne izkušnje, ravno z to motivacijo, in zanimivo je, da si omenil tistih, recimo, da je vsak 10. sprejet, ne. Tako se običajno pohecamo v bistvu, da je ravno tistih 10% je res dobrih študentov v nekem letniku, ne. In s tistimi 10% bi moral delati. Nažalost so najbrž ravno to študenti, ki jih nikoli ne vidiš, ne.
ker so neproblematični, vejo, znajo narediti, naredijo tisto, kar se od njih zahteva, ne hodijo na govorilne ure, zato ker jim je tako vse jasno. In dejansko si izpostavljam potem študentom, ki pač imajo določene težave, ker nič ne pomeni, da so kakorkoli slabši, ne? Ampak na koncu se ukvarjaš z pač ne najboljšimi, no? Da bom tako rekel. Ne? Ja. Pol se vprašaš, kaj je namen šole. Velikokrat smo slišali, da je najboljši učitelj tisti, ki iz povprečnih naredi dobre ali pa iz podpovprečnih povprečne, ne pa tisti, ki iz že itak briljantnih pol naredi briljantne. Ne? Dodana vrednost, bi rekel, je pomembna. In ni vse v ekscelentnosti in odličnosti, in niso vse univerze za tistih top 0,5%. Kaj je bolje, kaj je slabše, pa mislim, da se preveč s tem ukvarjamo včasih, no? Pa neke lestvice, sem pa lestvice tja. Narediti pač največ in najbolje študenti, ki ti zaupajo in so prišli na nek program, in tisti, ki niso motivirani, tak ne hodijo na predavanje, tistih tak ni blizu. S tistimi, ki so, pa seveda čim več. No, danes sem imel zanimivo govorilno uro, prišel en študent pri programiranju in cel nesrečen sedi tam in reče, jaz tega ne znam, jaz tega ne razumem. Pa ste hodili na predavanje? Ja, včasih. Kaj pa vaje? Ja, no, skratka, izkazalo se je, da on bi, ampak ne bi, ne? On bi to razumel, ampak potrudil se pa ne bi niti trohice za to. Ja, te so najboljši, ja. Po drugi strani pa smo imeli letos prvič resen tak preboj pri programiranju, ki sem ga strašno vesel. Imeli smo pač prvi kolokvij in je bil porazen. In v tem sem jaz rekel, nič tega ne bomo šteli, ponovili bomo prvi kolokvij in smo šli skozi tistega ponesrečenega, vse tak tabla, pa pridi ti to, pa dajmo to skupaj. In ker so vedeli, da jih čaka ponovitev, so bili motivirani. In evo, v drugem poskusu jih je, mislim, da 3/4 pisalo pozitivno in 1 celo 99%, še tisti en pa bil en kiks, ne. Prav ponosen sem bil na njih. Poanta je bila pa v tem, da smo prejšnja leta hoteli preveč. Tokrat pa sem si jaz rekel, nič, manj je več. Dajmo mi te osnove utrjevati, da se zgodi tisti preboj, da zaštekajo, kaj je sploh spremenljivka, pa kak sploh neka zanka teče, pa kaj se dogaja. In ja, evo, smo uspeli to narediti in res sem vesel, ker verjamem, da programiranje pa je eno tako znanje, ki je zelo, zelo koristno za inženirje še posebej, ne? V bistvu pa za vse. In to je tudi ena zanimiva zgodba iz Stanforda, kjer tam imamo enega slovenskega profesorja, ne, Jureta Leskovca, ki je bil tudi na enem našem out of the box predavanju, je bil taki lokalni TEDx, in je povedal, da preko 90, mislim, da je celo rekel 99% vseh študentov izbere vsaj en predmet iz računalništva. Programiranje prav, ne. Pa so tam umetniki, pa so ekonomisti, pa so vsi živi. In evo, ta težnja, ne, da bi ne, mislim, vse ne, da bi zdaj bili vsi programeri, daleč od tega, ampak da si znaš neki makro narediti ali pa si neko ponavljajoč postopek malo zautomatiziraš, je pa super stvar, ne? In če hočeš to znati narediti, se ti mora zgoditi tisti klik,
kako programi funkcionirajo v osnovi in kako se to približno naredi. In ja, v kakem Revitu ali pa Archicadu si bolj hitro nekaj sprogramiraš, ali pa v SketchUpu z Rubyjem, ali pa ne, in si olajšaš delo kot inženir. Dane, če te lahko prekinem, ker je tole programiranje tudi v bistvu taka moja bolj priljubljena tema, ker imam tudi pri študentih to. A te smem samo vprašati, v katerem letniku imaš, z katerega letnika so študenti, ki poslušajo to? Prvi letnik. Ja. Odlično, pa smo čist na istem, ker imam jaz tudi to na prvem letniku. Vse mislim, da to spada v prvi letnik. No? Ja, se strinjam. Jim daš neko osnovo za naprej, v bistvu, ker lahko te stvari že porabijo v času študija. Ja. S tem, da bomo zdaj smo spremenili program, tako da imamo zdaj 2 predmeta programiranja in to v prvem in v drugem semestru bomo imeli naslednje leto. Tako da bomo lahko še bolje to utrdili, ker v enem semestru je res malo težko. Ja, zanimivo. Mi smo ravno pri bolonskem študiju šli iz teh 2 semestrov na samo enega, kar se jasno kar precej poznano. Tako da je pol na koncu to programiranje zreducirano samo na tistih 7-8 tednov in je kar malo časa za kaj resnega narediti. Čem pa vi delate? V bistvu smo pred 3 let Visual Basic, ampak zdaj pa v Pythonu. Predvsem pač zaradi razloga matrik in pač teh računov in matematičnih operacij in podobnih stvari. S tem, da se ta Visual Basic del morda delno prenese potem v Excel v obliki makroukazov, tako da oni sicer skozi Python slišijo osnove in vejo za zanke in datoteke in spremenljivke in podobne stvari. Potem pa pač v Visual Basicu pač te stvari porabijo tudi v Excelu. Ja, vse pristopi so zelo različni in noben ni napačen, po moje. Mislim, več pravih poti obstaja. Ja, tako je. Dotaknili smo se že izobraževanja, pa imamo še zadnjo točko, recimo malo za dotaknjence, in to je recimo neka splošno izobraževanje za recimo te že obstoječe arhitekte, gradbene inženirije in druge iz prakse in IZS, se pravi Inženirska zbornica Slovenije je pred kratkim organizirala kratko izobraževanje na temo BIM-a. Tam sva se tudi midva srečala po dolgem času in sva se zmenila za tole. A lahko recimo malo stisneš nekako tvoje vtise osebne iz tega izobraževanja? Moj vtis je bil, da so bili tam zelo motivirani udeleženci, kar se mi je zdelo super. Res od tega pa lahko nekaj odnesejo. Teh izobraževanj je pravzaprav ta hip kar nekaj. Vem, da en strojni inženir neka predavanja vodi nekje, pa neko knjigo je napisal, nisem je žal še videl, ampak ne vem. Imela je tudi torej še eno tako BIM izobraževanje, je potekalo v Slovenj Gradcu, ne Velenju, No, skratka, tudi tam sem imel prispevek, pa so bili tudi motivirani poslušalci. Tako da težnja po tem znanju je izjemna. Tole pri IZS-ju se mi je edino zdelo malce, kako bi rekel, torej bi eno malo boljše zaporedje, eno bolj usklajeno zaporedje, verjetno, da bi ta tečaj tekel še bolje. Tako pa je bilo malo takih pogledov, pa malo praktičnega, pa malo osnov, pa pol spet malo, mislim, tako malo pomešane so bile teme. Vsaka zase pa ni kaj, je sedela. Zdaj, videl sem tudi, da predvsem iščejo
praktična znanja. Pri svojem predavanju sem to občutil, ker so se malo zgubili, moje pa je bilo pač, kaj pa vem, pa ne bi rekel ravno teoretično, no, ampak neke osnove so bile, neki koncepti, ja pa ajde, da rečemo teoretično. Skratka, poskušal sem približati koncepte, ne pa receptur. Se strinjam v bistvu čisto tvojim občutkom. Sem jaz tudi pri svojemu, ker je bilo pač o komunikaciji in pač poševnica CDE kot Common Data Environment, kjer so najbrž skoraj pričakovali, da jim bom naštel, kjer CDE obstajajo, kje se jih da kupiti, pa za kakšno ceno. Ne? V bistvu pa to ni sploh poanta, se mi zdi, tega koncepta Common Data Environment, ampak je drugje. Ne? In dokler nimaš teh osnov pošlihtanih in ne veš, zakaj bi to sploh imel, potem je jasno popolnoma nepomembno, pri kateremu ponudniku boš to kupil, za koliko denarja, s kakšnimi vsemi možnostmi, tako da je na vsak način. Lahko jaz tukaj malo skočim sem. Jaz bi sem tukaj dodal en moj občutek, ko ga zdaj že zadnji mesec ponavljam kot papiga. In sicer v bistvu ljudje, predvsem na takih izobraževanjih, pa to opažam tudi zdaj pri študentih, če dalje bolj, zamenjujejo izobraževanje s treningom. Enostavno ne ločijo tega. Ne? Eno je izobrazba, eno je neko zavedanje, neke temeljne znanja, ne? Te trenike pa čisto aplikativne narave. In jaz zdaj čisto vedno jim pokažem en slajd z vsemi logotipi vseh BIM programov, ko sem jih našel, in rečem, ok, zdaj mi povejte, kaj bi se radi naučili v 15 tednih. In ne moreš, ne? In eni bi imeli Archicad, drugi bi imeli Revit, tretji bi imeli Allplan, četrti bi imeli Teklo. Jaz ne znam tega, ne znam tega, ni šans. Ne? In čisto upravičeno, če en program očišči, drug reče, ja, zakaj pa tega ne? Čisto upravičeno, ne? In zato jaz ne morem razložiti, da ne moramo na tak način gledati. No? Ja, sej, tu je pa zdaj ravno ta razlika po mojem med univerzitetnim programom, visokošolskim strokovnim, oziroma strokovnim programom, pa med treningom kot tisto obliko, kjer pa gre res za čisto spoznavanje nekih funkcionalnosti, nekega orodja. Ne? Ampak po moje vseeno bolje se boš naučil uporabljati katerokoli orodje, če boš razumel koncepte, če boš razumel, kako to deluje, pa zakaj to tako deluje, pa kaj so recimo, ne vem, pri digitalnem modeliranju imamo te geometrijske operacije, pa jih pokažemo in razložimo v SketchUpu, ker je pač SketchUp tako fleksibilno, odprto orodje, ker lahko ti vse te elementarne funkcije lepo demonstriraš. V Revitu tega ne moreš narediti. Revit je avtomatiziran in Archicad in Tekla Structures in vse to, ne? Vsa to orodje. To so kot eni jumbo jeti. Kako boš ti za enega učil pilotirati v jumbo jetu? In ga moraš dati najprej eno cestno, kjer mu pokažeš, vidiš, ta ročka gre od te, ne, za krilca gor dol, z onim gre tisto. Ja, v jumbo jetu stisneš oni knof, pa se 25 operacij naenkrat zgodi. Ne? In v kakem Archicadu je podobno. Da ne govorimo o tej kompleksnosti teh programov. Komponenta v nekem takem avtomatiziranem modelirniku ima milijon lastnosti, pa še parametriziraš jo lahko, pa še to lahko, pa še ono lahko. Mislim, na take osnovi začeti preprosto ni smiselno, ker to je neko, pa seveda v neki naslednji verziji bo to malo drugače izgledalo. Če pa razumeš osnove, pa koncepte, se pa veliko lažje na to nadgrajuješ pol, ali pa se celo lahko sam naučiš uporabljati ta ali oni ali katerikoli program. Ampak ja, to je, imaš prav, ne, ta trening je treba razumeti kot trening, izobraževanje pa seveda razlaga tudi koncepte. Ne. Morda smo mi zdaj tu v naši državi pa sploh malo preveč mahnjeni na neko praktično uporabno znanje.
pol se seveda tako, vsaj meni postavi vprašanje, ali obstaja tudi neuporabno znanje. Dvomim, sploh če gledam na življenje kot na en proces poznavanja. Kaj pa je smisel življenja drugega kot spoznavanje? Odlično si zapeljal tole, ne? Ker v bistvu, ko smo se začeli pogovarjati, ker sem bral tvoj recimo, delni življenjepis na spletni strani, ne? Je prvi stavek tak, ki mi je zelo všeč, ne? In to, da si kolesar po načinu življenja, idealist glede smisla in namena našega obstoja. Ne? Sem te hotel najprej v tem vprašati, ampak vidim, da si sam na to prišel. Ne? Ja, odlično. Jaz predlagam... Jaz mislim, Matevž, da je to bila odličen zaključek. Ja. Tega sklopa, pa da bi bil mogoče čas, da gremo na priporočila. No, pa dajmo. Daniel, imaš kaj, recimo, kar bi lahko priporočil poslušalcem? Ja, bi. En tak princip, ki ga slikarji uporabljajo, je zelo primeren in pomemben tudi z inženirskih, torej, ko poskušamo reševati probleme v inženirstvu. Namreč vsake toliko časa, najprej si zamislil osnutek in potem tudi, ko slika, vsake toliko časa stopi v stran, da pogleda, kako je tisto, kar je ustvaril v detajlih, kako se tisto vklapla v celotno sliko. Mislim, da to nam včasih malo manjka, ta približevanje, oddaljevanje, neki zoom in zoom out v karkoli že počnemo. Ali smo ves čas noter, ali smo pa ves čas malo oddaleč, pa smo malo površni. Evo, moj prispevek na svetom, oziroma kakor se že temu reče. Lepo, v bistvu. Dejansko si običajno res toliko vpet in še posebej, ko recimo vrtaš v neke detalje in si dejansko zastepljen z nekimi podrobnostmi in ne vidiš v bistvu neke širše slike in se včasih treba dejansko ustaviti, globoko zadihati in pogledati naokoli sebe, ne? Kaj si zdaj naredil. Ja. Pa tudi morda, kaj so vplivi tega, kar počnem širše gledano. Sploh raziskovalci bi se to morali večkrat sprašati. Kak smisel ima to? A bodo posledice tega, kar počnem, dobre za neko širšo skupnost? A bo to koristilo? Ali ne bo? A ima to smisel? Ali nima? To tudi ima v mislih, ko se malo oddališ od tega, kar počneš. In potem tudi, ko greš noter v detajl, ti je tisto bolj jasno, kaj počneš in zakaj to počneš. Hvala, Daniel. Robi, pa ti? Moje priporočilo zdaj, glede na prejšnjo, tak plehko vidim, da sploh ne vem, če bi ga prebral. Ja, no, bomo sen, če sem že iskal. Jaz bom spet nekaj izbimal, celo potrudil sem se in sem poiskal spet nekaj zanimivega. In sicer našel sem 15 terminov, ki bi jih moral poznati vsak uporabnik Beama. Če koga zanima, sledite povezavi, ki bo v zapiskih. So taki zanimivi, no? Za ene tudi še nikoli nisem slišal, so pa načeloma zelo v redu razloženi, tako pa na kratko. Če koga zanima, nek pogleda v priporočila. Robi, 2, 3 povej take, ki jih nisi poznal prej. Da grem pogledat. Pa te so same čudne. Okay, to so recimo Employers Information Requirements. Robi. Master Information Delivery Plan. Poznam Information Delivery Plan, ampak da pa še Master Plan obstaja. Ok, to sem, CDE mi je Matevž razložil. Ja, ta ER je zelo s CDE povezan, ne? Ja. Project Information Model. To se spet nekaj izmislim. Asset Information Model. Recimo, jih je že bilo ene par.
Pa to PAS 1192, to je neka specifikacija. Druge sem pa kar poznal. No. Verjetno jih bo vsaj polovica odmrla v naslednjih 5 letih. Ali pa v 10. letu. Ja. Ja, to vse prihaja od tam, ne, od tistih level 2 drugega nivoja BIM-a v Angliji. Ne. In tistega famoznega procesa BIM in potem, kako se te viri oziroma pač kakšne vse dokumente treba sprejeti na začetku procesa, kaj treba definirati, kako si pol to sledi. Mislim, da to je tisto, ki se vprašaš, v bistvu smo mi res malo zašli, ne, z te neke normalne smernice, v bistvu, ki vse razumeš, ne, na velikih projektih na vsak način ti dokumenti so skoraj obvezni, samo da se jim zdaj reče, tako kot si ti rekel, ta prvo, naprimer Employers Information Requirements. Mislim, ta je tak meni zelo všeč, no, sicer, ampak to je tisto, kjer dejansko noter definiraš, ama res čisto vse v taki preprosti angleščini, ne vem, kjere programe bomo uporabljali, kjero verzijo, kje bojo kakšne datoteke, kako si bomo to izmenjevali. Mislim, take stvari so noter zapisane, ne? Mislim, ampak to je jasno super, da ima kratico ER, ne? Ker jasno še nimamo dovolj kratic. Ne, ampak to je direktna posledica tega, kar je Daniel prej omenil, ne, tako. Univerza v Gradcu je pač BIM dala pod oddelek za management in kaj oni naredijo, pač prodajo ga. In pa pač dobimo po 5 kratic na leto, da ne bi kdo pozabil, da BIM še obstaja. Se ne bomo pozabili, ne tako hitro. Ja, seveda, da ne, zaradi tega, ker imam jaz odlično priporočilo za trenutke, ko z BIM-om ne gre več naprej. In to je ena audio knjiga avtorice Paule Hoggins. Knjiga ima naslov Into the Water. No, v bistvu zdaj sama knjiga najbrž ni še prav, ne vem kaj, znana, ne, zaradi tega, ker je začetku aprila šele ven prišla, oziroma ne, začetku maja. No, ampak avtorica je pa znana po knjigi Girl on the Train. Skratka, dekle na vlaku, po kateri je bil tudi film posnet pred kratkim, je bil, mislim, leto nazaj, recimo, je bil v kino. In ta knjiga je pač, recimo, nova od te iste avtorice in je, recimo, precej zanimiva. No, zdaj pa, ko si že knjigo omenil, pa moram jaz še eno konkretno priporočilo navesti. Tudi knjigo in sicer ameriškega fizika Michio Kaku, in sicer se imenuje Physics of the Impossible. Audio knjigo se da brezplačno najti na spletu. Zelo priporočam, takšno odpiranje zavesti se lahko zgodi, ko to poslušamo in si poskušamo zamisliti, kaj nas še vse čaka. Izkaže se namreč, da fizikalni zakoni večino tega, za kar nekako velja, da je nemogoče, pravzaprav sploh ne nasprotujejo temu, ne? In da je marsikaj, za kar smo prepričani, da ni mogoče, pravzaprav mogoče. Ja. No, bomo tudi tole polinkali noter, tako da evo, tu imam že novo branje na vidiku. Smo še pri zadnjem takem večjem sklopu in to so hitra vprašanja. Skratka, 3 vprašanja, Daniel. Prvo, BIM programska oprema. En program moraš reči ali pa storitev ali karkoli. Ja, meni je najljubši SketchUp, pa zdaj vem, to ni BIM program, ampak lahko pa je. Torej, z SketchUpom se da čudovito narediti komponente, knjižnico si lahko naredite, lahko jih seveda tudi uvozite, ker je ogromno javno dostopnih. Izvozite vse skupaj v IFC in uvozite kamorkoli drugam in dobite prav čudovit BIM. Eto. Odlično. Ta je nova. No,
naslednje vprašanje, to je tisto najpomembnejše v tem podkastu. Tu se štejejo, zdaj je bil uspešen pogovor ali ne. Kaj je tisto M v BIM-u? A je ta M, a je to proces, kar najverjetneje je, ne? Ali je to model? Ne napeljuj na odgovor. A je to management, a je to vera, a je to... Najboljše tisto, kaj je že... Digitalizacija gradbene panoge. Tako. DGP. Kaj je to? Building Information Mystics. Te pa še nisem slišal. Pa podpase. Ja, sam si hotel. Ne, mislim, vse je jasno, ne, da je mišljeno in model in proces in da je to eno z drugim zelo povezano. Ker samo z informacijskim modelom pravzaprav ne izkoristimo potencijala te tehnologije ali tega pristopa, če hkrati ne spremenimo procesa, prilagodimo procesa tako, da potem M pomeni proces, ne, torej modeling v najširšem smislu skozi nek projekt. V redu. Smo zapisali. No in še zadnje vprašanje. To so imeli tudi malo krajšo debato na IZS-ju. Standardi v BIM-u, ta Open BIM pristop v bistvu da, ne, mogoče, kdaj? Kaj zate to predstavlja ideja? Ja, seveda, IFC je šele omogočil, da je ta tehnologija postala uporabna. Dokler smo bili v stepu, ne, je bilo vse skupaj precej megleno in takrat je ta Industry Alliance for Interoperability, kjer pravzaprav potegnila to stvar, pospešila ta razvoj ene take uporabne sheme. Jezik Express je pravzaprav še dediščina iz stepa in zaenkrat pač je to najboljša, trenutno najboljša pot za dosego neke interoperabilnosti. Drugo vprašanje pa je, kje je meja obvladljivosti za IFC oziroma za eno že sedaj tako zelo kompleksno shemo. Vsega not ne moramo stlačiti, očitno je, da še vedno ni po drugi strani pa noter vse, kar bi rabili. Dobro, so te možne ekstenzije, da se marsikaj polinkati, obstajajo tudi za to načini, ampak jaz bi vseeno rekel, da velja razmišljati o enih bolj dinamičnih in odprtih načinih interoperabilnosti, ki bodo po mojem vključevali v veliki meri tudi umetno inteligenco. Ok. Bom jaz kar zapisal, ne? Ker je treba z enim nekaj odgovoriti, ampak na vsak način je pa, mislim, to je tako vprašanje, na katerega se pač ne da glih odgovoriti, da ne, mogoče in tako naprej, ne? Ampak ponovadi zahteva malo daljšo razlago. Daniel, mislim, da smo na koncu. Predno končamo, v bistvu mogoče še kakšna stvar, kje te poslušalci lahko kontaktirajo. Bomo malo polinkali te stvari? Ja, seveda. Torej, mail spremljam redno, tudi moja telefonska je na moji spletni strani na univerzi, torej um.si/daniel.rebol in od tam naprej je vse povezano. V glavnem sem z veseljem na razpolago za take pogovore ali drugačne pogovore. Ja. Super. Evo, bomo mi to vse dali v zapiske. Robi, kako boš povedal ta teden?
Ne, še zmeri ne bom povedal. Lahko pa namignem, da me lahko najdejo na Google. Odlično. Ja, to je skratka, zato, ker enkrat ni Robi povedal in potem so se oglasili in so nam pisali, nama pisali. Tako da zdaj ne poveva, kje nas najdejo, očitno to spodbudi poslušalce, da nas kontaktirajo. No, ampak je še zmeraj upam, da tudi če kaj povem, še zmeraj nisem dosti strašen, da bi koga odvrnil, da mi kakšen mail pošle ali pa nama mail pošle. Skratka, mene že zmeraj najdete na matevždolenc.com. BIM pogovori, tako kot vedno, še zmeraj na spletu, Facebooku, Twitterju, po novem, no zdaj že nekaj časa tudi na YouTubu, od kakšen teden nazaj, ko tole snemamo. Je pa še ena novost na spletni strani bimpogovori.si in to je, da so omogočeni komentarji za vsako oddajo. Tako da na vsak način pozivam poslušalce, da tudi tam napišejo komentarje, vtise, vprašanja morebitna in morda na ta način spodbudimo kakšno dodatno nek pogovor, razmišljanja tudi ostalih na teme, ki smo jih odprli v sami oddaji. Tako da mislim, da smo s tem zaključili. Daniel, najlepša hvala, da si vzel čas in nam v bistvu prezentiral neko prihodnost in jasno tudi delno preteklost, odkot vse to izvira. Ne? Ja, se malo za BIM teoretika v bistvu. Tako da, če bi me prej vprašal, znam uporabljati Revit ali pa ArchiCAD, bi moral reči, da ja. Mislim, ok, 3 stene znam skupaj postaviti, ne? Verjetno vsak od nas, ampak da bi ni bilo treba ničesar resnega sprojektirati. Tako da vse, kar sem do zdaj, recimo nadstrešnica, terasa, ne vem, take stvari, se je dalo SketchUpom fantastično narediti. Nič, mislim, da smo zaključili. Robi, še kakšna beseda za konec? Ne, mislim, da smo danes kar lepo pokrili vse, kar smo imeli na meni. No, lepo. Skratka, Daniel in Robi, adijo. Adijo. Adijo.